koleso, se pravi, njihov cilj ni samo vožnja, ampak je dejansko to njihovo službo, njihovo delovno okolje. Zelo pomembno je, da so na sezono dobro pripravljeni. Po zimske sezone v bistvu potrebujejo potem nekaj časa, da se spet navadijo na motorno kolo, tudi nekaj kondicijskih priprav, nekaj vaj za moč, da spet dobijo občutek za motorno kolo. V bistvu nas pomlad, tudi ceste še niso tako primerne, še so hladne, ostalo še na ceste nekaj posipnih materialov, tako da se v bistvu pripravljamo za varno delo na motornem kolesu. Da se motoristi, v bistvu tisti, ki bodo začeli uporabljati motorno kolo v sezoni, temeljito pripravijo na njega, koliko so mogoče tudi motorno kolo zamenjali, imajo vsako odvisno od vrste motornega kolesa tudi svojo specifiko, da ga dobro spoznajo, da tudi vidijo, kako je vodljiv pri nižjih hitrostih, pri izogibanju ovir, nekaj spretnostnih vaj, da pred tem naredijo in pa seveda pred tako dolgo vožnjo, da poskusijo na krajših relacijah. Obremenitev telesa pri dolgi vožnji je čisto drugačna kot pri vožnji z avtomobilom. Pri tem nastajajo taki mravljinci, krčile, določene dele mišic, kar ovira v bistvu voznika motornega kolesa pri samem vožnji. Je najpogostejši vzrok neprilagojena hitrost, stran in smer vožnja, neredko prihaja do izsiljevanja prednosti, tako iz strani voznikov motornih koles, kot tudi spregledanja in zato posledično izsiljevanje prednosti se strani voznikov osebnih avtomobilov. Čez zimo niso bili navajeni oziroma so se odvadili, da so motoristi zopet v prometu in spomladi prihaja neredko do izsiljevanj. Kajti motorno kolo je silueta manjša, da se lažje spregleda, na drugi strani pa so tudi hitrosti nekoliko višje in zaradi tega pride do napačne ocenitve in izsiljevanja prednosti.